Tako, lani smo že mislili, da bo vse skupaj propadlo, ker arhipelaga ni bilo, kar vse skupaj kaže na to, da je stvar zelo kompleksna in da je treba dosti volje, predvsem pa energije, vložiti v to. In jaz sem si zapisala 3 pomembne razloge, zaradi katerih arhipelag mora obstajati in se mora razvijati še naprej. Prvi je ta, da prostor zelo pridobi s tem, prostor oplaja, kar mu da neko dodano vrednost. Ne samo to, da ga naredi lepšega, ker umetnost se ne ukvarja samo s tem, predvsem z drugim, ampak odpira vprašanja, odpira ene problematike. Vemo, vsi beremo, da v današnjem svetu mediji recimo nam ne pod pritiskom kapitala nas ne zadovoljijo z neko resnico, prav tako politika tudi ne. Tako ostanejo velikokrat intelektualci, pa naj si bo to umetniki ali humanisti, ki nastopajo v obrambi etike sveta. To se dogaja tako znotraj akademskih krogov in umetniških krogov, kot tudi zunaj. In to je tle na tem mestu pomembno. Se pravi, na raznih sejmih umetnosti, ki jih poznamo v Evropi kar nekaj, in na svetovnih razstavah, ki so zelo obiskane, če omenjamo samo tisto v Kasslu, v Linzu, v Benetkah, v Berlinu in tako naprej. In na teh razstavah takega tipa so poleg umetnikov razstavljajo tudi sociologi, antropologi, znanstveniki, predvsem filozofi, kjer se ne razstavljajo zgolj umetnine, ampak se razstavljajo tudi misli, se pravi misli ljudi, ki hočejo, teorije ljudi, ki si prizadevajo odkrivati resnico, ki govorijo o idejah, kako rešiti svet in podobne. Tle na tem mestu se mi zdi podobno omeniti tudi public art, tako imenovano, oziroma javno umetnost, kamor arhipelag nedvomno tudi sodi. To je umetnost, ki kreira javni prostor. Umetnost ni, kot je bilo že rečeno, okraševanje prostora, temveč instrument, ki konstruira publiko in z vpletanjem ljudi v politično debato. To smo na tem arhipelagu že večkrat doživeli, da je do tega prišlo, in mogoče si tudi ta umetnost, ki nastaja v javnosti, prizadeva iti ven iz teh inštitucij, iz galerij, priti med ljudi, in če pride med ljudi, pomeni, da mora z njimi tudi komunicirati. Idealno bi bilo, da bi ob teh delih umetniki tudi stali in se potem, da bi prišlo do dialoga z ljudmi. Jaz na podobnih prireditvah pogrešam dostikrat tudi tekst zraven umetnin, ki jih sicer ne dojameš v pravi obliki. Velikokrat pa vidim tudi tekst, ki je razstavljen kot umetnina. Se pravi, to se mi zdi tudi pomembno. Tretja stvar, zaradi katere mislim, da arhipelag mora se razvijati naprej in ki pravi, da ima pravi razlog za obstoj, je tradicija. Ta prostor se je z umetnostjo povezoval, sicer ga je tudi razdruževal ta prostor, ampak če pogledamo samo prostor čas po vojni, se je tu začelo povezovanje v skupini Dvakrat dolgo. To so bili umetniki iz Nove Gorice in z one strani meje. Mislim, da je bilo to leta 1969 se začelo njihovo druženje. In od takrat do leta 2005 takega druženja ni bilo. Tako da je arhipelag bil tisti, ki je ponovno vzpostavil druženje umetnikov z obe strani meje in je ponovno presegel to mejo. Da je ta vrsta, ta oblika ustvarjanja in da je to druženje tukaj zaželeno, kaže tudi razstava Pasadži, ki je bila lansko leto na Goriškem gradu in ki je povezovala prav tako umetnike z obeh strani meje, kjer si je bilo moč ogledati umetnine, inštalacije in razne performance in razne druge projekte. Se pravi, da forma, ta umetniška, je aktualna, ljudi zanima tudi umetnike in so pripravljeni ustvarjati. Ko govorimo o tradiciji, seveda ne moremo mimo velikih imen prejšnjega stoletja, ki so prav tu, v tem prostoru delovala in ki dajo zagon tudi današnjim umetnikom. Omenimo Pilona, Čarga, Špaca, Pana, Kogoja, Kostovela, Černigoja.
Tretja stvar, za konec, ki je morda pa najpomembnejša še in najpomembnejši razlog za obstoj arhipelega je, da se je ideja rodila tukaj, pri tukajšnjih umetnikov, tukajšnjih ustvarjalcih, ki živijo v tem prostoru in da so jo znali in zmogli razviti do realizacije. To šteje. Ne gre za sistem, recimo Kulandije, ali pa podobnih sistemov, ki pridejo drugot in pridejo drugot k nam z enim samim razlogom, da nas potrošijo. Za razliko od njih, ki prostor praznijo, čeprav zgleda, da nas polnijo, vendar nas praznijo, se pravi, za razliko od teh sistemov, ki prostor praznijo, ga projekti, kot je arhipelag, polnijo. In zato bi ga morala lokalna skupnost tudi v prihodnosti veliko bolj podpreti. Tako jaz bi arhipelagu čestitala in še izrekla teh 5 imen, ki so posebej zaslužni za to, da je arhipelag nastal. To je Vasja Kokelj, Vanja Mervič, Aleksandar Blažica, Matjaž Kramar in Marko Stevelič. To da jim lahko poploskamo. Hvala.